Lepo pozdravljeni, dobro večer vsem prisotnim. V imenu organizatorjev današnjega večera, Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in pa Zavoda 1539, to je tisti zavod, ki je nastal na Novogoriškem, zato da bi prirejal dogodke ob prihajajoči Evropski prestolnici kulture. Lepo pozdravljeni na tej razstavi, na odprtju te razstave, ki jo je Golobova vlada prepovedala, zato pa uspešno potuje v neinstitucionalnih sredinah in vsakokrat je publika zelo številna, od Šentvida, tudi v Kopru smo imeli polno, v Novi Gorici, potovala bo že čez poletje, ima že zasedene termine. Danes si bomo gledali tudi dokumentarec, ki je nastal o ACS Novi Gorici in pa predstavili to temeljno delo, 6. poročilo vladne komisije, ki predseduje Jože, se lahko tikava, da bo bolj neformalna, o delu te komisije, 450 strani zajetna strokovna knjiga o delu komisije, specifično o ACS Novi Gorici. Vsega skupaj z ostalimi petimi je kar več kot 2000 strani strokovne literature, ki v javnosti je še ni, kot bi morala biti, ampak verjamemo, da bo to v kratkem. Ker imamo natrpan program, kot rečeno, bomo za vsak sklop nekoliko krajši, kot bi lahko bili, ker bi lahko tu ostali večer. Najprej dam besedo gospodarju, ne tisti, ki je vikarju, Bogdanu Vidmarju za kratki izraz. Lep pozdrav vsem v imenu organizacij, ki so bile navedene v VSO Zavod 1539, tudi v imenu Župnije Nova Gorica, v imenu Konkatedrale Kristusa Odrešenika. Pozdrav vsem, posebno pa seveda jaz bom tudi Eriko omenil in predvsem pa seveda gospod doktorju Jožetu Dežmanu in tudi čestitke za vse. Dovolite za začetek samo eno provokacijo ali pa eno možno branje oziroma razumevanje nocojšnjega večera. Jaz, ko razmišljam o teh stvareh, prvič se mi zdi narobe reči preštevanje kosti, ne, ker ne gre za kosti, gre za te ljudi, ki so umrli, bili umorjeni in ti ljudje so živi. Ti ljudje so naši priprošniki pri Bogu in za vsako molitev, ki jo zmolimo in zanje so nam neskončno hvaležni. Danes plešejo od veselja in to je ena velika moč slovenskega naroda, zato in nas vseh, ne samo slovenskega naroda, človeštva, lahko rečemo, ne, ker oni so na drugi strani in jaz, se mi zdi, žrtve totalitarizma smo bolj mi, kot pa oni, ne, ker so bili pokončni. Žrtve totalitarizma je, kdor se upogne totalitarnemu sistemu in danes smo priča, da to narašča. Zato dovolite na začetku samo, da gospod Ivo Vojevnikar iz Trsta mi je dal to molitev, ki jo dobil v Kočevskem rogu ob 10. obletnici bdenja in se mi zdi zelo lepa, jo bom prebral, da se povežemo v duhu s temi našimi brati in sestrami. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Najvišji vsemogočni in usmiljeni Bog, spoštljivo se spominjamo velikega trpljenja in smrti slovenskih mučencev. Virovali so vate in v svobodo vseh božjih otrok, ljubili so svojo domovino in njena davna izročila. Usmiljeno sprejmi prosimo njihovo žrtev in razli svojo milost nad Slovenijo in nad vsem slovenskim narodom, da bo tebi v čas stopal v varno prihodnost ter napredoval v duhovni in vsakršni blagini. Amen. Vsi slovenski mučenci, prosite za nas. Gospod, daj rajni večni pokoj, naj počivajo v
v miru. Amen. Hvala Bogdan za te besede in tudi Igor, da je prinesel to molitev iz Kočevskega roga. Sedaj najprej otvoritev razstave, panojev, vitrine. Jože, povej nam, kaj je te razstave. Ja, najprej vsem veliko hvala, da ste se zbrali. Poglejte, mi imamo dejansko upravka zdaj z dogodkom, ki naj ga ne bi bilo, če bi bilo, ampak pač človek je v penziji, pa porabi čas tudi za kakšne takele stvari. Kot smo slišali, gre pravzaprav za trodelno izvedbo. Razstava je pravzaprav povzetek tega, dokot smo približno prišli, bila je v angleščini predstavljena tudi v Bruslu in najbolj enostavno je predsednica Evropskega parlamenta, ko je videla te podobe in ko je slišala, da je bil izkop posmrtnih ostankov leta 2022, je vprašala, zakaj tako pozno. Pravzaprav po Slovenci nismo niti tako pozni, mi smo približno usporedno Španci, tudi oni kopljajo tako kot mi. Naši standardi so približno taki kot za Srebrenico in tukaj je preprosto predstavitev enega dela, ki ga ne bi bilo, če ne bilo Republike Slovenije. Podnaslov razstave je Slovenski Katin. Zakaj lahko rečemo Katin? Prav gotovo je skrivnost, ki je povzročila velike napetosti v poljski družbi med Sovjetsko zvezo in tudi sedaj Rusijo in Poljsko, je podobna kot je napetost v slovenski družbi. Če pogledamo, se pravi, razstava teče približno takole, in če pogledamo, je prvo dejstvo, da je Jugoslavija, je Milan Grol je rekel, to ni država, to je klavanca. V Jugoslaviji je od jeseni 44 do začetka 46 umorjenih več kot 4 milijona ljudi. V Sloveniji več kot 15 tisoč vsak 100. To je eno dejstvo. Drugo dejstvo je, da je bila to najbolj varovana skrivnost druge Jugoslavije, Titove. To je bila javna tajnost. O tem se ni smel govoriti, to je bil tabu. Podobno kot Katin. Ampak dejstvo je, ko Gorbačov odpre sovjetske arhive, so papirji tam. Katin se da rekonstruirati. Ta pa ta je peljal tja in tja je pobil ta in ta. V Sloveniji so arhivi sistematično uničeni. Pri nas smo imeli to politično-policijsko igro, da je bil simbolni pogreb Slovencev pod Krenom, tam, kjer zdaj vemo, da so Srbi, Črnogorci in Hrvati. In to je bila umazana igra, in ta igra se vleče do danes. Katin so vseeno odkopali že Nemci. Macesnova Gorica je bila zasuta, razstreljena okrog leta 55 in je 3000 kubikov kamena skril te posmrtne ostanke. Se pravi, skrivnost, laži in spopad za resnico so zelo podobni in drug pojem, ki ga bomo uvedli s filmom, je seveda Bratomor. 3450, to je, če ne štejemo vseh ostalih, to je najhujši bratomor v slovenski zgodovini. Najhujši zločin brata nad bratom. In to je, s tem prihajamo naprej do državljanske vojne, s katero imamo velike težave. Se pravi, tukaj razstava nas uči govoriti en jezik, ki se ga bo mogli naučiti, če bomo hoteli biti normalni. Državljanska vojna v Sloveniji zahteva 30 000 mrtvih, to je 2% prebivalstva, to je ravno toliko, kot je v ameriška državljanska vojna in španska. In ni čuden, da imamo mi ravno take težave kot Američani ali pa Španci. In ob tem seveda je treba vedeti, da približno 25 000 žrtev povzroči komunistična stran, 5 000 protikomunistična. Zgodba, ki jo spremljamo, je seveda zgodba o odkrivanju in če pogledamo, kot smo že omenili, je ta simbolni pogreb leta 90, je stanje zdaj, ko se obadamo z okrog 800 lokacijami, je tamle recimo tezno
ta protitankovski jark 940 metrov, 15.000 umorjenih, to sta 2 Srebrenici. Če je zdaj Srebrenica razglašena za genocid, se lahko vprašamo, kaj bi lahko s Titovo Jugoslavijo mogli narediti. Ne? In potem seveda ta neusmiljen spopad, mi smo sredi kulturne vojne. To, kar se je zgodilo v Hudi jami, se pravi izjava Danila Tirka o drugorazrednosti, razglasitev Titove ceste, to je bila živa vojna in v tej vojni je bil žrtev svoje drugorazrednosti Danilo Tirk, on je po tistem politični odličan. Je bil žrtev Josip Broz Tito, ko ustavno sodišče prepove imenovanje Titove ceste v Ljubljani. In zdaj naslednji pojem, ki ga bomo mogli tukaj vzeti, ker če govorimo o Macesnovi Gorici, oni so žrtve koncentracijskega taborišča Šentvid. In Šentvid nad Ljubljano je najhujše uničevalno koncentracijsko taborišče, taborišče smrti za Slovence v vseh 3 totalitarnih režimih. Se pravi, vrstni red je približno Šentvid, kjer je nekaj več, približno pol pripeljanih je v Tehar, je pol Šentvid, ampak v Šentvid vozijo tudi druge ujete in tiste, ki se javijo. To je Auschwitz, Dachau, Mauthausen, to je pod 2000. In če pogledamo ta pisma bratov Mehlej iz Šentvida, one dva pravita, če bi tukaj jedel, bi v 15 letih pojedel to, kot sicer v enem letu. Jože Kočar je v začetku avgusta 1945 v Šentvidu po 66 dneh dobil prvi kos kruha. Se pravi, te razmere taborišča smrti so popolnoma primerljive in seveda, potem, ko pridemo do Macesnove Gorice, je pa tukaj zgodba, ki je tukaj bolj nakazana, bo več, bomo potem se pogovarjali, ko bomo pogledali film, ampak ena od stvari, ki jo se splača pogledati, so predmeti najdeni v jami. Predmeti govorijo, da so te žrtve, ki so bile sistematično oropane na Jesenicah, v Kranju, Škofji Loki, Šentvidu in v Vrtači pred jamo, so sabo smrt nesle in svetince, rožne vence, prstane, se pravi tisto, kar so imele za najdragocenejše. Predmeti govorijo o ranjencih in invalidih, ki so bili pobiti tako kot drugota, se pravi spet ena meja zločina in pa so tudi predmeti storilcev, ker tukaj pač način eksekucije običajen je bil strel v tilnika. Ampak to so stvari, se pravi, ki smo jih bolj prikazali v filmu. Jaz predlagam, da si film ogledamo, se o teh stvarih, o katerih bomo videli, jih potem v pogovoru načnemo in tudi potem lažje predstavimo poročilo. Tako da zdaj predlagam, da ugasnemo luč in si ogledamo film. V Jugoslaviji je bilo po komunističnem prevzemu oblasti od jeseni 1944 do začetka leta 1946 umorjenih več kot 250 000 vojnih ujetnikov in civilistov. V Sloveniji je bilo umorjenih več kot 15 000 prebivalcev Slovenije, 10 000 ljudi z območja neodvisne države Hrvaške, več kot 10 000 Srbov in Črnogorcev, več tisoč nemških vojnih ujetnikov in drugih. Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč raziskuje več kot 800 prikritih morišč in grobišč, predvsem iz maja in junija 1945. Tako kot v ameriški in španski, tudi v slovenski državljanski vojni pobijajo 2% prebivalstva, okoli 30 000 prebivalcev Slovenije. Od tega jih komunisti pobijajo okoli 25 000,
protikomunisti okoli 5000. V najhujšem bratomornem zločinu v slovenski zgodovini so komunistične oblasti po koncu druge svetovne vojne umorile več kot 15 000 slovenskih vojnih ujetnikov in civilistov, ali 1% prebivalstva Slovenije. Ob koncu vojne se je na Koroško umaknilo več kot 30 000 vojakov jugoslovanskih protikomunističnih enot in civilistov. Na konferenci zaveznikov na Jalti niso odločali o njihovi usodi. Po dogovoru med jugoslovanskimi oblastmi in britansko vojsko na Koroškem so od 18. do 23. maja 1945 vrnili v Jugoslavijo več kot 12 000 Hrvatov. 24. in 25. maja okoli 5000 Srbov in 400 Črnogorcev. Od 27. do 30. maja pa več kot 11 000 slovenskih vojnih ujetnikov in 600 civilistov. Britanci so jim zagotavljali, da jih vozijo v taborišče v Italiji. Škofijska gimnazija v Šentvidu nad Ljubljano je bila najhujše uničevalno koncentracijsko taborišče za Slovence v vseh 3 totalitarnih režimih. Preko Jesenic so v koncentracijsko taborišče v Škofovih zavodih v Šentvidu pripeljali več kot 5000 slovenskih vojnih ujetnikov in nekaj civilistov. Pobijanje vrnjenih s Koroške se je začelo takoj po prehodu meje na Hrušici in se nadaljevalo v Kranju, Škofji Loki, Bodoveljski in Lovrenški grapi. Domobranca, brata Anton in Franc Mehle, sta se maja 1945 javila oblastem. Iz taborišča v Šentvidu sta domačim pretihotapila nekaj pisem. Še pred prihodom več kot 20 000 pripeljanih iz Vetrinja je bilo v Šentvidu okoli 20 000 taboriščnikov. Brata za lakoto zapišeta: če bi jedli tako, kakor jemo tukaj, bi bilo od enega leta zadosti za 15 let. Zavedala sta se, da v njuni usodi odločajo tudi nove krajevne oblasti. Samo še enkrat smo bili malo površno zaslišani, kakor bo naredil terenski odbor, tako bo. Čeprav nisi nič kriv, je zadosti, da si nosil švabsko uniformo. Zadnje pismo sta napisala 2. junija 1945 in napovedala odhod. Draga mamica, dragi mi, mogoče vam pišem zadnjič iz tega kraja, polnega trpljenja in duševnih muk. Glih danes nam je komisar dejal, da se bo stvar v par dneh razčistila in bomo odpotovali. Osemsto do 1000 taboriščnikov iz Šentvida so v začetku junija 1945 umorili v Brezarjevem breznu v Podotiku. Ker je zaradi tega prišlo do zastrupitve vode, so trupla prekopali v Kucjo dolino. Slovence so v Kočevski Rog vozili v tovornih vlakih. Ivan Žužek je pri domači vasi vrgal z vlaka pismo domačih. Pobegli iz jame, ki so potem uspeli priti na zahod, so tam pričali. Prvi je svoje spomine na pobeg iz jame pod Macesnovo Gorico objavil Milan Zajec leta 1949, Franc Pozelnik pa leta 1963. France Dejak, France Kozina in Milan Zajec so svoje spomine objavili večkrat, tudi v knjigi Ušli so smrti. Anonimno pričevanje Janeza Janše starejšega so leta 1993 objavili v Družini. O njegovem pobegu je pisal sin Janez Janša mlajši v svoji knjigi Okopi. Janko Svete je po pobegu iz jame živel v Sloveniji in čez nekaj let utonil. Iz jame se je rešil tudi Karel Turk, ki pa ga je njegov oče prijavil v oblastem in so ga umorili. Slišal pa sem glas se strani jame: kolega, če se še živ, umaknem se, ker bo drug nate padel, pa te bo nubu. Vržen sem bil not jamo približno 10 dopoldan, pa sem bil jame do polnoči. Med tistem, kar so pobijali so pa cel dan, ker ne so pobili tiste dan, okrog 800
sem videl, kako so domobrance umirali. Nekateri so umrli takoj, večina pa so bili ranjeni, smrtno ranjeni, ampak so še gotovo čas živeli. Okrog polnoči sem se rešil po drevesu, ki je bil verjetno vržen v jamo, obminiran iz jame. Ko sem prišel na vrh, sem videl, da je še straža okrog 20 partizanov po velikem ognju. Ko sem se začel oddaljevati od jame, sem stopil na suho vejo, sem naredil en ropot in takrat so zavpili stoj in jaz sem se vstal, pa čakal, koga bo, in ker sem pa videl, da so se oni pomirili, da sem mislil, da ni nič, sem zdaj se pa oddaljeval. Sem bil prestrašen, tako je bila izva nekaj popa. Drugič pa je bil tak jok, ko živ sem, tam je tišina nastala, mislim, da zunaj ne. Pa dopadne je pa nekaj veseluje. In pa prijel. Pa sem pa kar tični krval, tako kot si skrval. Pa gledam djama ven, ali tam par 100 metrov stran se je pa morje videl. Je da bi je malo drav, in bi plešal. Veliko druga smer. Jamo so delno minirali že med pobijanjem leta 1945. Veliko miniranje pa je bilo šele čez okoli 10 let. Takrat so razstrelili celoten strop jame. Jože Bartol starejši je siloviti vzbuh eksplozije opazil skoraj 40 km stran. Posebno mi je v spominu eksplozija, ki smo jo slišali začetek, ko smo delali, in potem pogled proti Kočevju, kjer se je videl oblak rjavega dima. Oče je rekel, spet minirajo v Kočevju. V jami so arheologi našli zvit sveder in 316 neeksplodiranih ubojnih sredstev, ki so jih odstranili in uničili pripadniki državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Drago Jančar je bil leta 1975 obsojen na leto dni zaporne kazni, ker je iz tujine prinesel knjigo V robu ležimo pobiti. Grof Nikolaj Tolstoj se je s temi zločini ukvarjal zaradi usode kozakov in drugih državljanov Sovjetske zveze, ki so jih po vojni z Zahoda vrnili v smrt in trpljenje. Nikolaj Tolstoj je obsodil britanske oblasti, ker so predale jugoslovanske vojne ujetnike in civiliste komunistične Jugoslavije. Zaradi tega je bil obsojen na nepredstavljivo visoko kazen $1,5 milijonov funtov, ki pa je ni plačal. Well, there are two very atrocious aspects in my mind. One is the treachery of the British decision to hand over these people. It was a completely unnecessary act. There was no real pragmatic motive and no moral justification whatever, and none has been advanced which has any credibility whatever. And on the other, of course, is the extent of the slaughter, the callousness and the brutality. Z jugoslovanske strani se je 18. maja 1945 z Britanci za predajo slovenskih vojnih ujetnikov in civilistov iz Avstrije dogovoril France Hočevar. Da se je ta normalni človeški akt končal tako tragično kot se je, da je bilo zoper njih uporabljeno ilegalno nasilje v času, ko so normalno poslovali sodišča, civilno in vojaško, posebno pa na Slovenskem. Tega se zgodovinsko in človeško ne more popraviti. Žrtvam, ki so jih pobili partizansko gibanje med vojno in komunistične oblasti po njej, so v tituizmu vzeli pravico do groba in spomina. 8. julija 1990 so jih simbolno pokopali z mašo za dušnico ob jami pod Krenom v Kočevskem robu. Danes vemo, da jama pod Krenom ni bila morišče Slovencev.
Leta 2004 je na pobudo kriminalista Pavla Jamnika Mitja Ferenc s študenti raziskal vrtači pred jamama pod Krenom in pod Macesnovo Gorico. Najdeni predmeti pod Krenom pričajo predvsem o Srbih, Črnogorcih, Hrvatih. Predmeti pri Macesnovi Gorici so predvsem katoliški, mnogi slovenski. Raziskave v vrtači so se nadaljevale leta 2017. Z detektorskim pregledom območja so določili, kje so vodili žrtve v smrt. Tukaj se približujemo predelu, kjer smo odkrili večjo koncentracijo predmetov. Zato predvidevamo, da so na tej čistini tukaj, ki se počasi v bistvu vzpenja proti sami jami, da so na tem območju tudi zadrževali nekatere skupine ujetnikov. Odkrili smo na primer kar nekaj vojaških gumbov, potem polomljen prstan z inicialkami, odlomljene konce žic, s katerimi so bili zvezani in podobne predmete. Leta 2019 so iz jame izkopali okoli 1000 kubičnih metrov razstreljene kamnine in prišli do plasti posmrtnih ostankov. Arheološka ekipa podjetja Augusta, ki jo je vodil arheolog Luka Rozman, je od maja do septembra 2022 opravila izkop posmrtnih ostankov iz jame pod Macesnovo Gorico. Gre za enega najbolj zahtevnih arheoloških podvigov v skrajnih razmerah. Odkritja v jami so potrdila resničnost pričevanj pobeglih iz jame. Dela so potekala v izrednih pogojih zaradi ogroženosti v jami, ogromne količine skalovja, neeksplodiranega eksploziva. Do jamskega dna so izkopali 15 metrov v globino. Površina izkopnega polja se je povečala z 200 na 500 kvadratnih metrov. Iz jame so odstranili še 2000 kubičnih metrov razstreljene kamnine.
truda je bilo pravzaprav vloženega za to, da so prikrili nekaj, kar pač se ne bi smelo nikoli zgoditi. Torej, samo raziskavo v tej jami smo začeli v začetku maja, natančne 12. maja. Predvsem je bil največji izziv, kako bomo sploh logistično speljali projekte. Odločili smo se, da bomo naredili na tak način, da bomo zgoraj postavili večji bager, na katerega bomo montirali vitlo. Tako smo naredili, v spodaj smo pripeljali manjši bager, ki nam je pomagal pri strojnem izkopu. Seveda uporabljali smo tudi potem tehnike iz arheologije, torej ročni izkop in pa čiščenje. To je bilo zelo pomembno, da smo sploh lahko po odstranitvi vse kamnine prišli do posmrtnih človeških ostankov, katere smo pa potem ročno očistili in pripravili v bistvu za nek način dokumentacijo, da smo vsaj dobili en približek temu, kako je to čas izgledalo. Jama, kot se je izkazalo, tekom del je bila vedno bolj obsežna, torej štartali smo na nekje površini 120 kvadratov. S tem, ko smo poglabljali, smo prihajali na vedno večjo površino in zato je bilo tudi treba uskladiti, kako bo sam potek del potekal. Odločili smo se, da bomo dokumentirali posmrtne človeške ostanke na način po sektorjih oziroma na neke območja in zato smo uporabljali pač iz arheologije tako imenovane fotoskice. Na ta način smo lahko v bistvu dokumentirali celotno jamo oziroma celoten obseg tega pač zločina in pa tudi seveda logistično drugače ni šlo. Pri tem smo uporabljali poleg ročnega izkopa in pa čiščenja ogromno tudi detektor. S tem smo si pomagali predvsem pri tem, da smo pridobili vse kovinske predmete oziroma predmete, ki so jih imeli ljudje v sebi.
Besna so pričali, kako so se ranjenci zatekali v stranske rove in zajede v steni jame. Takih je bilo vsaj 36. Največja skupina 23 je umrla v stranski votlini. Tako se je nabralo v 5 dneh okrog 18 ranjenih domobrancev, medtem ko so hitro, eden za drugim hitro umirali. Ljudje okrog 5 je nas ostalo še zdravi pri moči, da smo vseh 4 dni lahko gibali po jami. Če so arhivi uničeni, če storilci molčijo ali lažejo, sta arheologija in antropologija znanosti, ki omogočita umorjenim, da povedo, kakšni so bili, kako so umrli. Zaradi razdrobljenosti kosti povsem natančno štetje žrtev ni bilo možno. Bilo jih je vsaj 3450 in verjetno ne več kot 3500. Okoli polovica, več kot 1750 jih je bilo starih nad 24 let. Več kot 800 jih je bilo starih med 20 in 23 let. Več kot 800 pa manj kot 20 let. Nobeden pa ni bil mlajši od 14 let. Vsi so bili moški. Imen vseh umorjenih še nimamo. Iz popisa Inštituta za novejšo zgodovino je poimensko znanih okoli 1500 umorjenih v Kočevskem rovu. Samo polovica vidna, ne? Vstopna strelna rana od zunaj in izstopna znotraj. To je enak primer, pa še en primer. In v bistvu v vseh primerih gre za strelne rane na zatilnici, ko so na lobani. Tukaj se pa vidite pa na kolčnici. Tukaj vstopna in izstopna na bočni strani, tako da je v bistvu strel šel skozi trebušno votlino in pa na bočni strani ven proga.
da bi lahko potem, ko bo Republika Slovenija sprejela ustrezne predpise in ko bodo take raziskave možne, lahko identificirali žrtve, shranjujejo desne stegnenice žrtev v depoju Nacionalnega forenzičnega laboratorija Slovenske policije v Škofji Loki. Najdeni predmeti povedo, od česa so se umorjeni najtežje poslovili. To so bila znamenja vere z rožnimi venci, svetinicami, predmeti čustvene navezanosti, zlasti prstani, ure. Jedilni pribor, brivniki, glavniki in drugo za osebno nego povedo, da so žrtve do zadnjega upale, da življenja le še ne bo konec. Za morilci so ostali tulci, sveder, lopata, kramp, neeksplodiran eksploziv, razstreljene bombe. Za večino žrtev družine niso izvedele niti domnevnega kraja smrti umorjenih sorodnikov. Niso pa jih pozabili. Poglejte, ta kraj obiskuje že vsa leta, odkar se je tole lahko javno hodilo sem. Čeprav tudi prej moja mama, ko je bila še živa, pokojna, je še bila v času, ko se še policija tle stražila, milica oziroma ne policija, ko je bilo vse, enkrat se je še celo zagovarjala na milici. In potem je ona meni povedala, da so tukaj moji strici, pa je dva, eden je bil pa še v Hotenici, da smo bolj naknadno zvedeli, pa nekje 56. leta izgledal, 55. tam nekje, po Mrliškem listu. In tako da hodim skosno. Vsako leto, tudi ne samo za 1. november, to doskrat vmes, ko sem pač te domačin, se oglasim in grem naprej. Tudi veliko krat pridem peš, kajti to gorje, kar se tle dogajalo, se ne sme pozabiti. Čim je enkrat, da je človek po vojni ubit, je za mene zločin in to se ne da opravičiti. In zato ni besed, da se opravičeš. Ni nobene sprave, vem, sprava bi mogla biti, ampak ni opravičila za ta dejanja brez sodbe. Slikarka Marjetka Dolinar je naslikala triptih. Zadnja pot, Molk
in Gloria, v katerem je upodobila trpljenje in ustajenje umorjenih v jami pod Macesnovo Gorico. Republika Slovenija priznava vsem žrtvam druge svetovne vojne, okupacije, upora, revolucije, protirevolucije in državljanske vojne, pravico do groba in spomina. Toda pravice mrtvih so odvisne od sposobnosti živih, da opravimo to, kar nam mrtvi naročajo. Umorjeni iz rova Svete Barbare v Hudi jami so nas čakali več kot 7 let, da smo jih zmogli pokopati. Tudi posmrtni ostanki iz jame pod Macesnovo Gorico nas čakajo, da dobe svoj mir in pokoj. Mislim, da se spodobi, da z minuto molka se spomnimo vsega trpljenja tega, ki smo ga videli in vsega, ki ga še ne poznamo. Naj počivajo v miru. Torej, dragi Jože, naj se tudi z tega mesta še enkrat zahvalimo za vse tvoje delo, več desetletno delo, pri katerem vztrajaš kljub vsem. Tvorili smo prepovedano razstavo, dokumentarec je nastal z donatorji. Tu imamo 6. poročilo komisije, ki deluje v zahtevnih razmerah oziroma vrše delo, če le more ovirajo, izkopanih ne pokopljajo. In ravno v teh dneh se spominjamo teh tragičnih pobojev. Ukinili so tudi dan spomina, ampak kljub temu se v Ljubljani, ampak tudi v Novi Gorici letos je bil organiziran pomemben, veličasten dogodek. V tem poročilu ti praviš, da mrtvi delajo, torej da zgodba se nadaljuje. V vseh pogovorih, v vseh intervjujih, ki jih ti imaš, sicer ne v tistih uradnih medijih, ampak za druge medije, tiste pomladne strani, praviš, da nismo nazadovali, da zgodba se nadaljuje in da mrtvi delamo. Kje smo torej danes? Ja, poglejte, tako kot ste reagirali po koncu filma vi, tako je reagirali tudi okrog 1100 ljudi, ki smo jim do zdaj predvajali film. Gre pravzaprav za dvojno podobo tega molka. Nedvomno je breme, kaj smo videli, kaj se je zgodilo. To je tisto videnje, kot so Američani vodili Nemce v koncentracijska taborišča, da so videli, kaj so naredili. In to je dogodek, ki smo ga naredili Slovenci sami sebi in ga moramo tudi sami prežvečati. Ampak zdaj ga lahko vidimo. To je velikansko, to je ob bremenu tudi odrešitev. Nedvomno, zdaj se lahko pogovarjamo. Drugo, kar sodi v to slovensko kulturno vojno, je pa dejstvo,
da če smo imeli po hudi jami upravka z medijsko prisotnostjo zločina, vidite, da naprimer zdaj v tej slovesnosti obletni v Rogu, če temu rečemo odlaskovi mediji oziroma ta režimski blok, skoraj ne poroča. Tudi o hudi, o Macesnovi Gorici niso poročali. Takrat so več poročali o tistem slovenskem medvedu, ki je v Dolomitih mahnil enega Italijana. To je bilo več vredno kot 3450 umorjenih. Se pravi, imamo opravka s strategijo, da bi spet molk pokril resnico. In to je spopad, ki ga zdaj razmeroma lahko dobi. Poglejte, ta Ferenčeva peticija v Bruslu je popoln uspeh. Evropski parlament je preko svojih predstavnikov, kjer so pač vse politične smeri zbrane, v odboru za peticije izrazil soglasno podporo temu, da to, kar se v Sloveniji dogaja, ni normalno. In te nenormalnosti se je zdaj kar nabrali. To je res ena nenavadna koalicija stare garde, jaz bi rekel kučanizma, ki je zdaj popolnoma zgubil pamet. Verjeten bi dejansko, če bi bil Stalin toliko star, kot Milan Kučan, bi izgledal glih tako vsekan, glih tako zmešan, to je nekaj neverjetnega, ampak pokopati šefa politične policije s državnimi častmi. Ulna Coparanca je letala na Čebine, to je čarovniški pohod, to ne može drugega reči. Potem ukiniti Muzej slovenske osamosvojitve, ukiniti dan spomina in predvsem ne se pogovarjati. Poglejte, mi imamo razmeroma enostavno položaj, kjer imamo lažnivega ljubljanskega župana, ki brani mesto heroj. Heroja ni več, to je šlo z starim režimom, ampak prav, da v Ljubljani ne bo domobranskih spomenikov. To je popolna laž. Spomenik žrtvam vseh vojn in z njim povezanih dogodkov je tudi domobranski spomenik. Zavod svetega Stanislava kot najhujše taborišče je spomenik. Orlov vrh je vojaško pokopališče. Se pravi, tile norci živijo mimo resničnosti in nas hočejo prepričati, da vsi moramo živeti mimo resničnosti. Se pravi, mi imamo zdaj zelo enostaven položaj, samo ponavljamo resnico. Zato jaz tukaj nisem nič kaj dosti optimističen, ampak to je resnica. Veste, zunaj je zadnjih 200 let je evropski odnos do mrtvih zaznamovan k prehodu k en človek, en grob, tega prej ni bilo, je zaznamovan k temu, da se časti pač žrtve eno po eno in to pomeni, da mi s tem in pravijo, da pač če to dosežemo tudi demokracijo in režim druge Jugoslavije je bil prvič zgrajen na temu, da je bil lažniv, je pol žrtev je manjkalo, drugič pa, če gremo tjale po Gorici, vidimo spomenik padlim na goriški fronti, ki sploh nič ne piše. Jaz verjamem, da tudi večina od vas ga niti ne pozna, niti ne ve, ampak to je največja partizanska polomija v drugi vojni. To bi kolega Podbercič lahko več povedal, ampak tudi tam ne poznamo imen. Se je posameznik v režimu ni bil nič vreden, bil je samo propagandna funkcija sistema. In mi bomo mogli partizansko resnico in partizanske grobove ravno tako odkrivati kot karkoli drugega. Se pravi, bodo tudi ti mrtvi delali za našo normalnost. Jaz, če lahko čisto osebno rečem, leta 2003 so z zakonom o vojnih grobiščih ukinuli vse družinske partizanske grobove in to zato, ker so katoliški, skoraj vsi so katoliški. In meni je zelo neroden, da moj stric Jože, parti partizan, ni v državnem registru kot padel, ker je v družinskem grobu. In to so vse norosti, o katerih se splača pogovarjati, ampak seveda pa če gre še malo naprej, zdaj je bilo to Ravnikarjevo leto slavno,
In Ravnikar naj bi bil zelo zaslužen, da je Gorico narisal. Samo on je Gorico narisal brez tele cerkve. Vsi ob temu smo v njej. Ja, in tudi zunaj zdaj pač zelo enostavno razmišljajo. Pač v komunizem ima dve temeljni šibki točki. Eno je nacionalizem, pač preprosto čustvo narodne identitete, drugo je pa vera. In vse te elemente se moramo naučiti misliti in govoriti. In zdaj, seveda, ta film, ob tem filmu si jaz predstavljam, ker smo, da kaj lahko nam mrtvi pomagajo. Prvič je, zdaj bomo imeli razpravi, da so duhovniki semiške in kočevske dekanije v Rogu zahtevali dostop do lokacije posmrtnih ostankov v Kočevju in pravico do komemoriranja, se pravi vsaj prižiganja sveč in tako naprej. In to bo zdaj, tile mrtvi bodo lovili Goloba in Jankoviča, da se bo kar kadil za njima, kot ta bežala. To je tako enostavno, je, ampak bolj resno je pa to seveda, da v tem načinu bomo pač mogli se vprašati, ali je, naprimer, končno na vse zadnje, ali je Alojzij Grozde bolj primeren za lik mučeniški, ali je bolj primeren kakšen Boris Kidrič. Boris Kidrič je seveda svetnik te vere, pač in tam, če nismo krvavih rok, nismo mogli biti svetnika. In preprosto, to so zelo enostavna razmišljanja, za kakšno vero se bomo opredeljevali, za vero, ki ubija, ali za vero, ki vzbuja upanje, da bo svet boljši. In tudi tukaj so mrtvi z nami, seveda. Ja, veste, kaj ni preprosto noben človek in nobena družba se svojim mrtvim ne uide. Pobojev sedaj v zadnjih letih več ne zanikajo, veliko je bilo narejenega v tem smislu, ni pa še percepcija o tej definiciji, ki si jo uvodoma povedal, in sicer, da Šentvid je bilo hujše taborišče kot Auschwitz. To je ena težka definicija, ki nimamo še percepcije tega. To še pride, ali pa bo vse to prehitev čas. Naslednje leto imamo 80 let konca vojne, pričevalcev in teh, ki so to doživeli, to pretrpeli, je vedno manj, ali skoraj da jih ni več. Nas bo prehitev čas. Veste kaj, jaz moram reči, da je vzpodbudno je to, da ta hip imamo upravka predvsem s tretjo in četrto generacijo, že tudi, ki iščejo podatke o svojih izginulih. In lejte vam omenil zelo, jaz sem delal doktorat v usodah prav teh ljudi, ki so trpeli zaradi svojcev, ki so bili preganjani po tej logiki kolektivne krivde. In sem srečal eno gospo, ki so jo najdel kot dojenčka v Slovenjgradcu. In niso vedeli, odkot je. In s to gospo sva govorila večkrat, ker je tudi vlagala na to komisijo za popravo krivic, ampak potem se je pa zdaj oglasila njena hčerka. In ta hčerka je preko tega DNK-ja, se pravi, je dala DNK narediti in v teh svetovnih mrežah, ki so, je najdla sorodnike v Braziliji in v Avstraliji. In to so hrvaški emigranti in je zdaj zgodba kolikor to kompletna, se pravi, noseča mati z dvema hčerkama beži, mož in 4 bratje se tudi umikajo, in pri Slovenjgradcu da to punčko enemu vojaku, da jo je vzel, mislim, da jo je nesel, ker ona ni več mogla. In potem zgine, tista 2-letna hčerka umre in ona rodi hčerko, ki ji da isto ime kot tej, ki je zginila.
In potem to gospo leta 47 ubijajo kot sodelavko, kot sodelavko križarjev. Tisti 4 bratje so tudi umorjeni, ampak hočem vam to povedati, da je ta hčera pravzaprav naredila celo globalno raziskavo, da je odkrila svoje zveze. Mi imamo zdaj primer enega bodočega novomašnika, ki bi želel svojega pradeda odkopati, ker stara mama tega ni hotela. Veste, tukaj se ne da, in poleg tega je pa tako, jaz mislim, da bo prišel čas, ko se bodo v Sloveniji družine začele bolj svobodno pogovarjati, ta hip se ne. To je nekaj groznega, ko ti recimo maturante vprašaš, kaj vedo v svojih družinah in je absolutno ne vedo nič, ker se sploh ne pogovarjajo, kdo je dober, kdo je slab junak. To je Slovenija, je dejansko opustošena dežela, kar se spomina tiče in svobode. Ampak jaz sem zmerom optimista, jaz verjamem, da je Republika Slovenija ogromno naredila in da se osvobajamo, kakorkoli. Tukaj, če ne bi bilo republike, tudi nas danes ne bi bilo tukaj. In te licepci, ki mislijo, da nam to lahko preprečijo, jaz ne vem, lahko bi jim rekel optimisti, ampak to niso optimisti, to so preprosto butalci, kljukci. In se jih ne splača resno imati, veste, Bogdan je pri vaši rekel, da je treba zlikati med božjim in cesarskim, ampak telim cesarjem, tem so res božjih umorno. Tale oblast, ki jo imamo, malo je kazen božje sicer, ampak v osnovi pa je ena velika komedija, upam. Slovenija je ogromno naredila, to praviš, samostojna demokratizirana Republika Slovenija, ogromno pa je tam naredila tudi vaša komisija, danes tu predstavljamo 6. poročilo. To je izvrstna ekipa, ki se je v vseh teh letih specializirala, imate forenzike, antropologe, arheologe in tako dalje, ki nastopa v tej knjigi oziroma v tem poročilu, 450 strani, kot rečeno, 600 poročilo, pa pomeni, da je več kot 2000 strani, 2500 visoko strokovne in kakovostne literature. Predstavi nam to ekipo in predstavi nam tudi specializirani nivo teh izvedencev, ki sodelujejo pri tem. Poglejte, v filmu ste del te nove generacije že videli. Uroš Košir je prvi doktorant iz te arheologije, recimo težkih dogodkov, on je s prvo vojno se ukvarjal, ampak on je bodoča, on nedvomno je zvezda. Luka Rozman, ki je briljantno vodil tole ekipo, Peter Leban Seljak, fizična antropologija in zadaj je seveda cela generacija, eni, ki se pač počas poslavljamo, ampak je pa cela ekipa, ki je pripravljena delati, ko bo Slovenija sprejela še predpise, da bo možno DNK delati, čeprav posamezne delamo. Mi smo ravno kar sta bila pokopana Janez Vrečko pa mislim, da Vinko Tavčar. Se pravi, tu sta bila 2 domobranca, ki sta umrla v Šentvidu in so jih pokopali za zidom pokopališča v Šentvidu. Sta bila lansko leto odkopana, tam je bil analiza DNK-ja narejena v forenzičnem laboratoriju in po 79 letih, recimo, sta bila zdaj pokopana, s tem, da je domobranec Janez Vrečko bil pokopan na Žalah. Se pravi, je Jankovič dal enega domobranca pokopati in se zdaj lahko pogovarjamo, zakaj jih ne bi dal še 3450, če že enega. Ampak tukaj je cel, veste, skratka, jaz bi za 80-letnico rad videl, da se v teh zadevah normalno pogovarjamo, da z vsem spoštovanjem obravnavamo, ker pogledajte, mi imamo, če poznamo zdaj, približno se da videti, kaj je to
Šentvit, mi ne poznamo zadost, nimamo raziskav o trpljenju v nacionalsocialističnih koncentracijskih taboriščih, ker po dahovskih procesih leta 1948-1949 so ti ljudje zginali iz javnega spomina. V vsej spomeniški pokrajini partizanski je edin dober prikaz taborišč na Plečnikovem spomeniku v Severci. Ta je par podob iz nemških taborišč. Drugače so ti ljudje pač niso imeli pravice do spominjanja. Njihove knjige izidejo po letu 80, 70. In ta invalidnost, da mi damo pravico vsem utrpljenju. Se pravi, jaz mislim, da tudi partizani zaslužijo svojo zgodbo, ker jo nimajo. Vse jaz bi tako rekel. Jaz mislim, da je moja knjiga z polkovnikom Lušino pa z Natašo Budna v Gorelskem odredu iz leta 92 je še zmeraj najboljša knjiga o partizanski enoti. Teh stvari se sploh ne dela resno. Mi nimamo zgodovine, mi nimamo spomina. In tudi Slovenska cerkev je tukaj dolžnika. Veste, Slovenska cerkev je pravzaprav veliki zmagovalec. Ta ofenziva, ki jo je partija sprožila zlasti po letu 50-52 pred Slovenski cerkvi, je bila ofenziva za uničati. To je bilo, že prej je bilo zaplenjeno, preganjeno. To je bil pravi kulturni masakr, ki ga je partija zgubila. In jaz moram reči, če bomo začeli malo bolj tako resno gledati, jaz mislim, da je bilo v prenovo cerkva po drugem Vatikanskem koncilu vloženega več denarja kot vse partizanske spomenike. Tako enostavno to je. Mi se moramo zavedati, da to, s čimer nas, jaz temu pravim kučanizem ali pa novi stalinizem, s čem nas hočejo tile pitati, se pač lahko samo smejemo. Realna sila tega prostora je kljub vsemu človeška zdrava pamet in krščansko zavedanje življenja. Ampak cerkev pri nas je malo sramežljiva in te zmage nekako ne razglaša. To je malo škoda. Slovenci o sebi radi vedno pravimo, da smo posebni, samo v Sloveniji se lahko to dogaja in tako dalje. Zdaj, če ti mi razširimo ta pogled, ti se veliko soočaš tudi s strokovnjaki v širšem srednjeevropskem, vzhodnoevropskem, zahodnoevropskem prostoru. Koliko je izjemna ta slovenska zgodba, tudi ta slovenska zgodba, ki pelje prej ali slej do pomiritve? Koliko smo podobni tudi drugim zgodbam, ki se pišejo na Hrvaškem, na Češkem, v Avstriji, na Mađarskem? Čisto kaj, gledajte, Slovencem zelo lahko zastaviš kakšno vprašanje, da vsi začnejo tla gledati. In to vprašanje eno tako je zelo, tako vas vprašamo, smo zmagovalci. To je grozno vprašanje za Slovence. A smo zmagovalci Slovenci? Glejte, pred 100 leti smo bili nič. Zdaj imamo čisto solidno svojo državo. Dobili smo zemljo, pregnali smo Nemce, Italijane, ukrotili Mađare, težave imamo sicer s Hrvati, ampak v osnovi smo zelo solidni zmagovalci. Ob tem, da smo drugim naredili razmeroma malo hudega. Precej, ampak to spada k rojstvu. Veste kaj, malo je narodov, ki se bi brez krvi rodili. Ampak če te evropske vojne, ta velike so bile pač verske, par 100 let nazaj, ampak pravim, španska je sočasna skoraj. Spopadi taki, kot so pri nas, recimo Belgija je veliko bolj razklana in pred razpadom kot mi. Če pogledate Boge, Hrvate, Srbe, naše južne brate, to so polomije na kvadrat ali na kubik in tako naprej. Jaz se tukaj z nami ne bi prav dosti obremenjeval, je pa treba pa imeti občutek. To, o čemer se mi, lejte, tole, jutri pride ena Francozinja, eno mlajše biti po telefonu, sva se pogovorila in jo zanimamo Cesnova Gorica, se v Doblovšet videl in sem videl, da se je že pogovarjala z našimi trdečimi.
In so se seveda vprašali, če so bili to izdajalci, pa kolaboranti. Isto me je vprašal nizozemski veleposlanik. Ampak in je tudi rekel, ko je Golob pameten pa gospodarstvenik, pa sem mu rekel, veste kaj, gospod ambasador, dead man walking, Kaj leži Golob je mrlič od začetka, ampak v čem je problem, da je ta naša propaganda, in to naše levičarstvo govori, kolaboracija je zločin, to je treba povečati, premalo povečati, prej ne. Pogovarjamo se o najhujšem vojnem zločinu medslovenskem, ne pogovarjamo se o kolaborantih, ampak o vojnih ujetnikih. Vojni ujetniki so zaščitena skupina, se jih ne pobija in to, kar bo pa sledilo, to, kar sta brata Mekle napisala, da so krajevni ljudski odbori so odločali o vseh, ki so bili na primer v Šentvidu ali pa v Teharjah. V občini Cerklje so v 21 vaseh dali domobrance pobit, v eni pa ne, v Lahovčah. In to je mehanizem, ki se mu na jugu reče zakrviti ga, se pravi s krvjo ga zavezati. In to društvo teh partijskih in partizanskih lažnivcev je v brezupnem begu pred resnico. Ampak zavedati se je treba, to ni bilo dejanje Tita, samo Tita, Kardela in ostale te morilske združbe, ampak je bilo dejanje, ki je šlo do vsake vasi, do vsakega človeka, to ni naključij. To je bil zločin izveden kot industrijska smrt z soodgovornostjo vseh teh 15.000–16.000 slovenskih partizanov, ki so v korpusu narodne obrambe in verjeten z enakim številom funkcionarjev krajevnih ljudskih odborov, politične policije in drugih. Mi imamo opravka to je tisto vprašanje, ki je zelo enostavno, bi pričakovali, da bo Ciril Ribičič počasi rekel, da bi pač Mitja Ribičič oče njegov bi mogel biti obsojen kot zločinca. Pa tega še lep čas ne bo mogel reči. To so čisto resne zadeve, ampak dokler ne bomo drugače mislili in drugače govorili, pač če bomo samo jamrali pa stokali, pa to ne bo nič. Treba je začeti na nov misliti in misliti o človekovih pravicah, če nas zdaj že vsi tili, recimo, če imamo zdaj kampanjo pravzaprav pred evropskim volitvam za, kaj se temu reče, za droge, samomor in seks, nam Bog pomaga, Bi bilo dosti bolj, da se pogovarjamo o tem, kako imeti več otrok, pa kako bi bolj živela. Ampak treba je uveljavljati kulturno razliko, ker nam to, kar tam Mahničev problem, ki ga je spomenka Hribar in ostali, Mahnič je preprosto zahteval razliko. To ni nič narobe, mi moramo biti različni in svoje načela zagovarjati, to je vse. Mi nismo bratstvo in enotnost, kot so nas učili včasih. Mi smo osebe z svojimi stališči, svojimi izhodišči, nismo zavezani nobenemu bratstvu. Da bi rekli, zato še enkrat, če gremo k Slovencem nazaj, Slovenci se čisto premalo prepiramo, Slovenci čisto premalo izražamo svoje mnenja in preprosto zato, ker imamo demokratični deficit, ker nismo navajeni, da dober špetir prej reši problem kot kakšno potuhno najavkanje. Če že govorimo o razlikah, danes smo v Novi Gorici, smo na Primorskem, od pamti veka jaz poslušam, da Primorska pač imamo drugačno zgodbo zaradi fašizma, ki je bil zgoden in tako dalje. Kako so ti mehanizmi, o katerih si ti sedaj govoril, kako je ta dokumentarec povezan z našim prostorom in z našimi dinamikami? So zares tako različni? Primorci bežijo pred komunisti ravno tako kot pred fašisti.
to je spet Renato tukaj, ki je naredil študijo o tem, pač Primorci po drugi svetovni vojni bežijo, se pravi, temu se je reklo upor z nogami, a ne? Bežijo, ker je bilo nemogoče živeti tukaj. In obstajajo del ti volivni anketni listki, kjer bi se večina Primorcev, če bi se mogla, bi se odločila za Italijo v tistih razmerah, a ne? Tako da tam je bil primorska mitologija. Mogli se bomo pa seveda navaditi, da Slovenija ni ena. Slovenija je toliko različnih položajev, recimo eno Prekmurje pod madžarsko okupacijo nekaj svojega, del Štajerske nekaj svojega, Gorenjska, Primorska približno enaka, Ljubljanska pokrajina je pač državljanska vojna do konca. Mi se bomo mogli navaditi, da je Slovenija je desetine različnih pokrajin, ki jih je razumeti treba. A veste, ena taka teza, ki pa je slovenska, seveda. Veliko več Slovencev se bori za Hitlerja in Mussolinija kot proti njima, ne? To je, ker je toliko Slovencev mobiliziranih italijansko vojsko, nemško vojsko, madžarsko vojsko, v protikomunističnih enotah, ampak to velja za celo Evropo. V celi Evropi se več Evropejcev bori za Hitlerja kot proti njemu. To je cela Avstrija, Madžarska, Hrvaška, večina Srbije, Romunija, Bolgarija, končen Španci imajo kontingent in tretjino vzhodne fronte držijo ne Nemci. Zgoraj Finci, spodaj Madžari, Bolgari, Hrvati itd. itd. Ampak tako je to bilo, ali tukaj kakšna mitologija, da je bilo že vse naprej zmenen, da se je vse vedel, kao napredno, pa kao ni napredno, je pač brez veze, a ne. Tako, in pač tudi če vzamemo pač partizanska gibanja, končne na Varšavska vstaja je veliko bolj briljantno organizirana vstaja kot cela jugoslovanska partizančna skoraj. Končne ni štrajki na Nizozemskem povzročijo Nemcem več škode, verjeten, kar nekaj tega, se pravi, tip upora, kot je bil v Jugoslaviji, naprimer so začeli francoski komunisti malo in jasno so Nemci so takrat vrnili, takrat so, ko so pobili ljudi v Radir Surgljanu in pa so komunistom prepovedali, Makijevce so ustavili v Franciji, tudi v Italiji komunisti niso bili vodilni v rezistenci. Mi smo imeli smolo, da je ta komunistična mentaliteta vodila upor in seveda sprovocirala neznosno. Kljub vsemu je bila to zmaga, dobimo teh 4000 kvadratnih kilometrov, dobimo eno sklupano državnost republiško, ampak stroški so bili pa neznosni. Še hujši stroški pa so pa stroški sistemskega rasizma, apartheida, rdečega in seveda laži in nesposobnosti za demokratično življenje. To so pa bolezni, ki se jih še en čas ne bo poznebala. Še zadnje vprašanje, ki je že 1:30 ura, kot pravimo pri nas 1,5 ure. Zdaj, pot je speljana, lahko gremo še naprej, to lahko razberemo iz svojih besed. Kdo pa je tu ključni faktor? Politika, zakon, mediji, civilna družba? Kaj se je težko reči, zdaj, dogajanje bo zdaj zanimivo, no? Ampak jaz bi tako rekel, no, zdaj, ker če poročilo lahko samo to, da povem, ne? To je temeljno poročilo o odkritjih v Macesnovi Gorici, je temeljno poročilo o še nekaterih drugih projektih, o nekaj posameznih usodah. Jaz sem pa tukaj začel eno temo, ki je nacionalno zelo pomembna, ampak zlepa ne bomo do tega prišli še, da v bistvu to, kar poznamo zdaj kot sistem varovanja dediščine, da je še zmerom en režimski zmazek iz starih časov. Se pravi, kulturna identiteta slovenska se bo mogla roditi na novo, tudi z pogovori prav o teh temah, zakaj
je ena dediščina več vredna, druga nevredna, to je še zmerom, so ti rasistični vzorci mišljenja. In jaz bi tako odgovoril, vse politika zmerom reagira, ko je treba, ne. Jaz ne bi toliko ne na politiko, jaz bi rekel, ko se bo ozračje spremenilo, ko bo prišlo do kulturne spremembe, bo tudi Slovenija osvobojena. Sedaj vprašam nadrejene, bomo vprašanja dali publiki ali zaključimo? Kdo se bo? Poveš, kje so ostanki in te se bodo? Ja, skaj zdaj glede na to intervencijo, dekani. Gospod Prebelič, kočevski župan, je bil zelo prijazen. On je tudi bil eden od teh, ki je ponudil zelo lep prostor za pogreb v Kočevju. Tudi se, mislim, da in se pravi, posmrtni ostanki so bili z upanjem, da pri pogrebu v Ljubljani ne bo večjih težav, so bili shranjeni v prostorih komunale Kočevje, ki so provizorični, ki niso spodobni. To je seveda zlata priložnost, da to nevredno stanje obsojamo doma in ga kažemo v Evropi. Zdaj ena možnost za začasno hrambo spodobna bi bila lahko v Kostanci na pokopališču Lipica v Škofji Loki. Ampak tukaj mislim, da je prav, da civilna družba ali pa vsak posameznik izrazi svoje stališče. Veste, mene naprimer zelo čudi, da celotna slovenska humanistična inteligenca ne zmore ob takem silnem zavzemanju za romske pravice, da ne zmore besede za pokop Romov, da ne zmorejo besede za preprost pogreb nepokopanih mrtvih. Tukaj jaz mislim, da je skratka eno bo razprava na komisiji, jaz mislim, da bo cerkev mogla, če je začela duhovščina z eno pobudo, bodo mogli tudi škofi odreagirati. Zdaj drugače načelno se je naša predsednica hvalila, da ima ona mandat od predsednika vlade, da bo te stvari urejala, ampak glede na to, da smo v poletju leta 2024, 80-letnica bo pa čez pol leta skoraj, se bojim, da ji malo čas uhaja, ima pač očitno. Ja, mislim, da bo zanimivo, no, skratka. Ampak, skratka, se veste, kako dinamika pri Hudi jami je bila taka, da je bilo pač vse podobe razkrajajočih trupel v plastičnih gajbicah so nas v 7 letih spravili k pameti. Tukaj bo mimogrede 2 leti, od Macesnove Gorice, pa pameti še nekaj dosti videti. To se pravi, da bo tudi tukaj malo trajalo. Ampak, veste kaj, dajte se malo sprostiti, mrtvi imajo svoj čas. Mrtvi imajo svojo mero, bodo že nas počakali. Nadrejeni so mi dali še nekaj minut, tako da še eno vprašanje, če lahko. In sicer, s Prvo svetovno vojno, s Soško fronto, z jarki Prve svetovne vojne, tukaj v tem našem prostoru, ki je bil tragično zaznamovan s Prvo svetovno vojno, smo danes spremenili v eno skoraj da turistično destinacijo. Misliš, da bo to možno, kdaj s temi poglavji, o katerih danes bo? Ja, jaz mislim, da tukaj niti ni temni turizem za Soško fronto, ni. Veste kaj, mi malo podcenjujemo to kulturno revolucijo, ki se je zgodila ob 100-letnicah od, se pravi, od let 14 do 18, tudi tukaj moram spet Renata omeniti, kolego Štepca in še vse tiste, ki so z pravzaprav nevidnim delom omogočili, da se. A veste, če bi pred nekaj leti rekel, da je cesar Karol Slovencem prijazen, če bi rekel,
da Avstro-Ogrska ni ječa narodov, ampak valilanca narodov. Če bi rekel, da so zibcenari, pa zibonuncvancigari, pa tako naprej, da so slovenski polki, bi te včasih skoraj skozi okno vrgala, ne. Zdaj je pa v tem govoriti normalno. Tale pot miru in vse te, ampak zdaj, če gremo nazaj na kulturni sistem, ne, slovenski sistem kulturne dediščine ima približno 2900 enot dediščine za drugo vojno, skoraj vse partizanske, in manj kot 100 enot za prvo vojno. Pa je prva vojna največja vojna vseh časov na slovenskih tleh. To pomeni, da je nekaj narobe, ampak s tem vstopom in pa tudi, veste, kakšne so tu spremembe. Mi smo imeli enkrat, se pravi, to je 15 let nazaj, eno razstavo in je bil Insko, se pravi, je bil takrat avstrijski veleposlanik v Sloveniji, naš koroški rojak, potem je bil britanski veleposlanik, skratka, veleposlaniki vseh držav, so se borili na soški fronti in vam rečem, da so imeli vsi zavezane jezike, niso vedeli povedati, kaj bi rekel. Ta hip se, ta besednak sočutja s tragedijo, ki se je zgodila v Evropi s prvo vojno, se je neverjeten spremenil, tudi te komemoracije evropske, pa to so si največji sovražniki v objem padala, ne? Tako da jaz verjamem, da bo to, ta razbremenitev teh političnih in ostalih interesnih, kolega javni kriminalist je takole rekel, ko bo moj sin, ki je bolj partizanski, srečal nekoga, ki bo bolj domobranski, in če bo ga iskreno zanimali, kaj se je njima družinama zgodil, bo pa to že kar v redu. Da si bomo začeli zgodbe praviti. Zgodbe so pa fascinantne, no, Slovenija pa to poka od odličnih zgodb. Junaških, izdajalskih, vsake sorte, no. A veste, če sem prej omenil Gorenjsko, da red Bogdan Javor je bil en tak velik partizan silan, ta polkovnik Lušina, ki je pomagal nam, oziroma veliko delov pri tem Gorenjskem dreju, pa njegov kurirček, in enkrat sta šla na slavno dogodivščino iz partizanskega vrha 4 ure iz Jelovcev dolino. Tam je junak Javor dal kurirčku Janezu bombonček, šel s punco na randi, pa sta pa šla 4 ure nazaj v hribe. Tako da jaz mislim, da se tudi kakšne take življenjske stvari da včasih povedati. In ko bomo malo več tega soka v življenju imeli, bo sploh, se Drago Jančar je napisal in ljubezen tudi, ne? In če pogledamo statistiko rojstev v prvi vojni, je med leti 1916 in 1920 moških preprosto ni, otrok je rojenih pol manj kot v normalnih letih. Če pa pogledamo drugo svetovno vojno, pa vidimo, da je tudi ljubezen cvetela, ne, se pa število rojstev skoraj ne zmanjšal ob vsej grozi, ki je tisti čas prevevala, ne, tako da življenje najde svojo pot. Bi s tem stavkom zaključila naj pogovor? Če kdo želi karkoli, zdaj mislim, da je za razmišljati, če bomo zunaj posedeli, lahko tudi ob razstavi me še kaj vprašate, kaj rečete. Ja, razstava bo na ogled cel mesec juni do 11. Zdaj, načelno v Kočevju je datum še, ampak okrog 11. julija bomo v Kočevju. Torej imate cel juni še en del julija, da si lahko ogledate to razstavo, ki bo tudi odprta, gotovo v nedeljah, ampak bo Vanda in drugi vam bodo povedali, kdaj si boste lahko vse to ogledali tu v Novi Gorici. Poročilo je na voljo, so prišle punce iz družine, danes po nižji ceni, 50 €.
Jože, hvala za ta večer, hvala za tvoje delo, za razstavo, za knjige in za vse, kar delaš in za energijo, pa tudi za optimizem, ki ga vsakokrat imaš in prihaja iz tvojih besed. Hvala vsem vam za pozornost, da ste prišli tako številni na naš večer in vam želim še lep večer naprej. To je še zadnji večer goriških večerov tu v Novi Gorici. Sedaj se čez poletje premaknemo v Dornberg. Naslednje srečanje bo 13. junija, prvo bo na Tabru in gost bo, ga vidim tu v dvorani, Andrej Košič, v okviru tega glasbenega vikenda po maju. Bo 13. bo gost na Tabru Andrej Košič in jeseni potem se ponovno vračamo v Novo Gorico. Hvala še enkrat za pozornost in da večer.